Na eno stvar v avtu sem pa prepričan, da pazite celo bolj kot nase. Na telefon itak. Zato je najpogosteje kar v žepu, da se ne bi vpraskal, ker pa v primeru trka niti najmanj ni final, ker vas takšen telefon v velikosti opeke lahko hitro poškoduje. Zato je najbolje, da ga vložite v predal, ampak vem, da ga ne. Največkrat je kar tukaj le nekje, pa zraven morda še kava, ključi, ne vem kaj še, ampak tile predalčki za vse skupaj niso vedno najbolj primerni. Kaj pa, če bi želel izkoristiti vrhunsko podvozje, ki ga ponuja Toyota Corolla, no kaj se bo potem zgodilo? Takole bo odfrčal pod vaše noge. Tudi če v bistvu pade na nasprotno stran, se boste sklonili in ga pobrali, da se ne opraska. Ali pa recimo kava se lahko polije in vas popari. Tudi če ni kave, to mi povejte. Če ste takole sklonjeni, a res vidite, kaj se dogaja pred vami? So pa še druge stvari, veliko bolj dragocene in tudi te je treba varno pospraviti oziroma pritrditi. Ne samo zaradi vas, tudi zaradi njih. Ja, moja ta najmlajša vedno jamra, da je preveč pripeta, se ne more premikati. Pa ji vedno znova razložim, da tako pač mora biti. In mimogrede, ni preveč pripeta. Takole postavljen prst vmes ravno med telesom in pasom, pa bo super. Sicer bo preslabo pripetega otroka ob trku ali pa že ob močnejšem zaviranju odneslo naprej in se lahko hitro poškoduje. Ja, pa mimogrede, to ni moja, ta najmlajša, to je najbolj groteskna lutka, ki jo imamo pri nas doma. Tina, menda. No, te police tudi niso zato, da nanje odlagate razne stvari, pa kape, ne vem kaj vse, ne, ampak so namenjene temu, da predmete v prtljažniku skrijejo in zaščitijo. Bunde, dežnike, polštre, medalje, čestitam, drugo mesto, vrhunski si bil. Ne tega odlagati sem gor, ker to ob trku postane projektil, ki vas lahko ubije. Tudi prevoz živali smo v prejšnji sezoni konkretno obdelali v kosmatem volanu, si lahko vse pogledate na volan.si, kako sem prevažal kužke. No, še en prostor, v katerem so velikokrat težke stvari, pa je prtljažnik. Ja, valjda, ki pa bojo, ne? Ampak pazite to, če 70-kilogramska nepripeta oseba pri 50 kilometrih naprej prileti z 2 tonama pa pol. Čak, s koliko tonami bi pa ti šele pa leto pa? S 40. Pol 200 kil cementa ali pa tale moj toni prileti naprej z 10 tonami, ne? Kar pomeni, da pol to lomi in ruši vse v kabini, pa tudi že lažje stvari polomijo naslonjalo, sedeža, tako da res dobro jih pritrdite. Ti pokažem en trik, le. No, daj. Če zadaj nihče ne sedi, lahko varnostno pasovec zapnete zadaj takole križno, evo, in še dodatno povečate varnost. Predvsem pa tovor zadaj postavite čim niže, čim bolj v zadnjo stranico, da ne bo ob trku najprej dobil zalete in kinetične energije, tudi pritrdite ga in pa uporabite kakšno nedrsečo podlogo. Vse pomaga. Vem, da se vam ti napotki včasih zdijo pretirani, ampak v praksi je ogromno nesreč zaradi nepritrjenega tovora in predmetov. Torej, ne samo tovor na tovornjakih, ampak tudi take malenkosti, ki vam padejo nekam pod sedež. No, pa varno za volanom. Ti pa telefon v žep, ker ti bo res padel. A mi je že večkrat. Iztokov telefon je tokrat k sreči ostal cel.